Hvala, Maruša tukaj. Evo, še moje osebno in praktično zadnje povabilo v vodeno izvedbo, v jesensko izvedbo programa Prodaja je znanje, podajaj. Pa zdaj, glede na to, da se zavedam, da je to, bom rekla, neke vrste kar zaveza, mogoče za nekatere časovna, za nekatere finančna, za nekatere tudi v končni fazi zaveza v tem smislu, da, bom rekla, predate in zaupate se tudi mojemu vodenju, ne. Se mi zdi pač, bom rekla, odgovorno in fer, da si vzamem teh nekaj minut oziroma da se posvetim nekaterim vprašanjem, ki sem jih dobila v zvezi s programom, in pa da vas pravzaprav povabim, da v bistvu se nam pridružite. Rok za prijavo je danes zvečer, 8. septembra, do polnoči, tako da potem pa štartamo s programom v bistvu en teden kasneje. Mogoče preden grem bom rekla, z vsebinskimi detajli, izvedba je vedno ob torkih od 9. do 11. ure. Če ne moreš biti z nami v živo, si lahko v posnetku in razložim, kaj je dodana vrednost pravzaprav tega, da si v posnetku, oziroma kaj je dodana vrednost tudi, če si z nami v posnetku. Drugače pa, prvo vprašanje, za koga je ta program pravzaprav namenjen. Program je namenjen vsem, ki izobražujete ali pa bi to šele počeli in prodajate torej te storitve na trgu. To se pravi, težko bom pomagala, če ste umetnik, ki bi se rad naučil prodajati svoje izdelke. Težko bom pomagala, če imate masažni salon, izvajate, ne vem, masaže pa terapije kot storitev za svoje stranke. Bom pa lahko zelo dobro pomagala, če imate umetniške izdelke pa umetniški biznis in ste se odločili, da boste zraven tudi učili nekaj z področja umetnosti ali pa česarkoli drugega konec koncev, ali pa če imate recimo masažni salon, zdaj prenesite te zadeve tudi pač na druga področja, tu sem dala dve taki, ena, ki so, bom rekla, fizični izdelki, pa ena, ki so storitve. Recimo, če imate masažni salon ali pa kozmetične storitve ali pa kaj takega, pa ste se odločili zraven, da razširite svoj, bom rekla, svoj biznis portfolio oziroma svoj portfelj svojih izdelkov tudi še z izobraževalnimi oziroma coaching programi ali pa nekimi svetovalnimi storitvami, ker namreč sama sem izobraževalka, 20 let nekje skoraj že delujem, bom rekla, več ali manj v različnih sektorjih izobraževanja, vedno, bom rekla, so bile neke storitve, ki se tržijo na trgu, tako da imam kar, bom rekla, nekak širok nabor pregleda te izobraževalne industrije. Kot rečeno, ne, težko vam bom pomagala pri prodaji vaših, ne vem, umetniških izdelkov, ker tam nimam izkušenj, bom pa lahko, to se pravi, je pa v bistvu ta segment, ko greste v izobraževanje strank, majčkeno drugačen, ne, ker prvič, tudi če ostaja ciljna skupina ista, kot ste jo imeli prej, jo sedaj potrebno nagovarjati mogoče z drugačne strani, pa z drugih vidikov. Velikokrat se pa to celo zgodi, da pravzaprav, ko dodajate izobraževalne storitve svojim ostalim storitvam ali pa izdelkom, da pravzaprav nagovarjate čisto novo ciljno skupino in tukaj pravzaprav štartamo skupaj. Zdaj, v kateri fazi biznisa si, je pravzaprav zelo nepomembno, ker lahko si čisto začetnik v smislu, da imaš šele idejo, da bi nekaj počel, pa nimaš še skristalizirane, ker v resnici bomo delali pravzaprav na tem, da te naše ideje skristaliziramo in jih naredimo profitabilne. Lahko si nekdo, ki že nekaj tipa na trgu, pa je mogoče prišel, bom rekla, do neke točke, ko pravzaprav želi mogoče več neke strukture, več neke organizacijske strukture in strukture z vidika same, kako naj rečem, kakšne produkte sploh dati na trg, katere produkte zgraditi, kaj naj bo plačljivo, kaj naj bo brezplačno, tudi mogoče kakšni cenovni rangi in tako naprej. Skratka, lahko si pa nekdo pravzaprav, ki je že nekaj časa na trgu, pa mogoče rabi, bom rekla, neke vrste, spet to, bom rekla, strukturo oziroma neko smiselno strategijo dati svojemu biznisu, ne, ker namreč prva stvar, ki jo v resnici delamo in iz česar izhaja vse, kar delate, ko ste online. Pa še to. Ne delamo online programov, to se pravi, program ni namenjen tistim, ki bi želeli delati online programe, dobite pa zraven dostop do vseh, za celo leto dobite dostop do vseh mojih programov, do vseh mojih orodij, ki jih imam razvite in vse tako,
Tako da v bistvu tudi tisti, ki bi želeli, če se vam izkaže v tej fazi, ko bomo delali to biznis strategijo, če se vam izkaže, da bi bila ena od stvari, ki jo bi bilo fino, da jo naredite, recimo online program, imam prav posebej orodje, ki vas pelje skozi proces, da ta program dejansko izdelate. To se pravi, ni samo spletni tečaj, ampak je dejansko orodje. Drugače je pa ta konkreten program, to se pravi prodaja je znanje podajaj, namenjen vsem, ne glede na obliko, glede na obliko izobraževanja oziroma ne glede na obliko, ali je to klasično izobraževanje, ali bi vi delali klasične delavnice na terenu, ali bi pa radi delali online programe oziroma kombinacijo nečesa. Skratka, ker poanta je v tem, da v prvi fazi gremo skozi biznis strategijo. V resnici, po domače, če je biznis strategija, je to, da si začrtamo pravzaprav, katere produkte sploh zgraditi, kako bodo ti produkti med sabo povezani, kako bomo pripeljali naše stranke do teh produktov in vse te zadeve. Tako da v bistvu to je čisto naša štartna pozicija in temu jaz rečem biznis strategija, kjer v bistvu mi našo vizijo oziroma te naše želje, našo idejo pretvorimo v nek profitabilen biznis oziroma v produkte. In pa tukaj bi zelo rada poudarila, filozofija, za katero stojim, za katero ki jo tudi živim, je to, da pravzaprav gradimo en tak lifestyle biznis, to se pravi biznis, ki podpira nas, kar pomeni, da res izhajamo na eni strani iz tega, da gradimo produkte, ki so usklajeni z nami, z našimi vrednotami, z našo filozofijo, z našim, v končni fazi, urnikom življenjskim. Po drugi strani pa seveda podpremo, da podprejo tudi naše stranke, ker včasih pač te dve zadeve nista nujno isti, Da ne gledamo moje zapiske. Skratka, prva stvar je to, torej, da zgradimo nekako to biznis strategijo. Potem pa gremo iz tega ven, razvijamo vsebinsko strategijo. Namreč vsebina in sporočanje, marketing in prodaja pač se gradita iz sporočili. Zdaj, pisnimi sporočili in video sporočili. Tako da ja, kar se tehnologije pa tega videa tiče, tudi tega se dotaknemo. En cel modul, eno celo srečanje posvetimo temu, kako takole stopati pred kamero, kako uporabljati, neka taka preprosta in cenovno dostopna orodja, tako da tudi ta del poštimamo. Tisto, kar je pa bolj bistveno, kar se vsebinske strategije tiče, je pa to, da se mi lotimo tega, iz tega vidika, kaj sploh vsebinsko sporočati in kako sporočati, zato da nas bo to, da bo ta sporočila sploh, peljala k nekemu smislu, ker namreč vemo, da rečejo nam velikokrat, reče kdo, pojdi na socialna omrežja, pa piši na socialnih omrežjih, ali pa snemaj, ali pa pojdi v živo, ali pa karkoli, ali pa pošlji mail prodajni, ali pa karkoli, Ampak ni poanta v tem, veliko ljudje, pač iz prakse vidim, nimajo težave s tem, da bojo pritisnili tisti gumb record ali pa šli ali pa napisali neko objavo, pa pritisnili gumb publish, Večina pač, tisto živo žabo, ta zoprno zadevo pač pogoltnemo, tisti cmok, pa pritisnemo tisti gumb record, ampak tisto, kar nas velikokrat oziroma kar marsikoga ovira, da sploh začne se promovirati oziroma sploh začne, govoriti o produktih, pa oziroma graditi svojo spletno prezenco in vse te zadeve, je to, da ne ve, o čem govoriti, oziroma da ni prepričan, če bo to, nekam vodilo, Tako da mi že zelo na začetku, pravzaprav na prvem srečanju, spoznamo seznanimo z eno osnovno metodologijo, tako da imamo eno tako, metodo, ki jo pravzaprav ves čas našega programa potem nadgrajujemo, oziroma ne nadgrajujemo, ampak jo prilagajamo glede na oblike sporočanja, Vemo, da ko gre za izobraževanja, oziroma pa če še ne veste, mogoče en teaching moment, skratka, nagovarjamo na eni strani ljudi, ki pravzaprav že iščejo rešitev in to oni slišijo stvari oziroma rabijo slišijo drugačne stvari, ko gre za prodajo, medtem ko recimo, ko nagovarjamo potencialne stranke, ki mogoče o teh zadevah še niso razmišljale, rabimo govoriti o nekih drugih zadevah oziroma sporočilo prilagoditi temu, Tako da pravzaprav to naše osnovno sporočilo, potem res pridemo do tega, skratka, o čem sploh govoriti, kako prilagoditi vsebino, če je to, prodajni mail, ali pa če je to prodajna stran, ali pa če je to, nek brezplačen dogodek za privabljanje novih potencialnih strank. Skratka, to je ta vsebinska strategija, potem se pa zelo veliko posvetimo, zelo veliko tam proti koncu našega programa pa temu, da v bistvu vse stvari damo, eno smiselno strukturo, tako organizacijsko oziroma izvedbeno,
ker namreč skozi prakso se mi je pokazalo, ne, da pravzaprav ena najtežjih stvari, ki jih bom rekla, ko gre za marketing in prodajo naših programov, gre za to, da večina, bom rekla, vsake toliko časa ali malo obupa, ali se malo izgubi, ali nima neke niti, kako pravzaprav držati, in bom rekla, energijsko in predvsem izvedbeno vse te zadeve, ne. Vemo, da online svet nas lahko hitro, oziroma vsa ta tehnologija, poleg tega vsakda nova tehnologija in vse te zadeve nas lahko hitro posrka v to, da delamo stvari namesto pametneje, jih delamo močneje, ne. To se pravi, namesto da bi delali, bom rekla, namesto da bi si na koncu koncev prehranili čas, tisto pač, česar smo se začeli s tehnologijo ukvarjati, na koncu v bistvu se kvačkamo v, bom rekla, s temi tehničnimi zadevami in tako naprej. Tako da, ja, dotaknemo se tudi tehnologije in tehničnih zadev, mi je pa primarno v tem programu pravzaprav, da vas peljem čez eno to osnovno, rečem jaz, strategijo, čez vse osnove, ki jih morate pravzaprav imeti postavljene, zato da potem lahko stvari gradite in izvajate, bom rekla, nekje na eni taki redni ravni z recimo, 2, 3, 4 urami, bom rekla, nekega dela na teden, tega namenjenega promociji in prodaji. Tako da, kar se izvedbe programa tiče, naredila sem jo res zelo tako prijazno. Za mano je zdajle celo leto pravzaprav individualnih programov v tej obliki, za mano je zdajle tudi že prva skupinska izvedba in pa za mano je v končni fazi 2 leti, bom rekla, enega članskega programa, v katerem so ljudje tudi preizkušali in delali vse te zadeve. Tako da nekako iz te, bom rekla, iz te cele nabirke izkušenj sem ugotovila oziroma sem prišla do tega, da pravzaprav z 2 urama dela na teden v programu lahko nekje v 3 mesecih postavimo celo zadevo. Okej? Kaj zdaj to pomeni? Mi imamo prvih 5 tednov, program je razdeljen na 2 dela. Prvih 5 tednov se posvečamo delu, temu, kako pač to strategijo zastaviti, pa kako pridobivati potencialne stranke in tako naprej. In ta del traja 5 tednov, 5 srečanj po 2 uri. Ob torkih od 9 do 11 so delovna srečanja. Delovna srečanja pomenijo, da mi sedimo skupaj na Zoomu, jaz vam predam neke osnovne informacije, osnovna vodila, potem pa vi začnete delati na neki svoji zadevi. Tukaj bi predvsem rada poudarila, delamo skupinsko, smo skupinsko v programu, vendar pa 99 ali pa recimo 95% časa delate vsak na svoji stvari. Okej? Občasno vas dam v skupine v smislu, da kakšno stvar naredite skupaj. Takrat je bolj take, bom rekla, raziskovalne narave, ne, da delate, da bi vam drugi pisali vaše programe ali pa vaše vsebine, ampak 95% časa pa vsak od vas dela torej na svoji stvari. Tudi kar se tiče tega, bom rekla, neke zasebnosti, v smislu, pač jaz razumem, da gradite svoj biznis, da mogoče v nekih fazah se ne želite toliko zelo izpostavljati, tako da iz tega vidika naj povem, da tiste stvari, ki jih javno delite v skupini oziroma ki jih javno delite ali na Zoomu ali pa v naši delovni zaprti skupinici, je v bistvu, so stvari, ki jih tudi sicer bi javno delili, ne, tako da ne gremo, bom rekla, tukaj vas ne silim, da razkrivate neke svoje zadeve, vsekakor imate zraven na voljo pa, bom rekla, ta eno individualno srečanje, kjer pa res gremo bolj intimno v vaše zadeve in kar se tiče strategije in kar se tiče, česarkoli, mogoče tudi kakšnih dvomov, strahov in takih zadev, oziroma pomislekov. Tako da v bistvu vsebinsko torej gradimo zadevo na teh srečanjih, potem je pa, torej po teh 5 tednih naredimo za 4 tedne pavze, preden skočimo v drugi del, ki je pa posvečen bolj prodaji in tem aktivnostim, ki pa tečejo pol ves čas, ne. Vse te stvari, ki jih zgradimo v prvem delu, so stvari, ki bojo za nas delovale, bom rekla, 2-3 leta, ne. Bom razložila še tole filozofijo 2 let biznisa. Skratka, v prvem delu gradimo stvari, ki bojo delovale za nas dolgotrajno, zato si tudi v bistvu po prvih 5 tednih vzamemo čas, 4 tedne pavze. Ta pavza, jaz ti rečem aktivna pavza, ker pomeni, da še vedno delate recimo nekje 2 uri na teden, porabite, da dokončate mogoče zadeve iz prvega dela. Jaz sem pa ves čas na voljo za
pogovorne urice oziroma za pisni support in tako naprej, skratka, da vas lahko usmerjam, odgovarjam na vprašanje in vse te zadeve. Potem pa po teh 4 tednih spet nadaljujemo pa s tem prodajnim delom in z aktivnostmi in temi organizacijskimi zadevami, ki jih boste pravzaprav potem delali na dolgi rok. Tako da v drugem delu imamo potem 4 tedne, ko se spet ob torkih od 9 do 11 sedimo skupaj, delamo in v tistem času v bistvu zastavimo zasnovo za vse stvari oziroma podlago za to, kar boste vi potem delali dolgoročno. Ne? To se pravi marketing in prodaja, to je te zadeve, ki jih potem delate dolgoročno in jaz sem z vami tudi po koncu tega programa, to se pravi, imeli smo 5 tednov, prvi del, potem imamo 4 tedne pauze, ko delate še zmeraj ko imate aktivno pauzo in potem 4 tedne še srečanje, to se pravi skupaj 13 tednov in potem sem jaz z vami še praktično do naslednjega leta, to se pravi, do konca tega, kako ne rečem, še 9 mesecev, no, tako po domače rečeno, oziroma direktno rečen, še 9 mesecev v spletnem hubu. Spletni hub je en tak poseben prostor, kjer imate spletno učilnico s posnetki in kjer imate spletne sobe, kjer pač kot skupina potem nadaljujemo oziroma kjer vas suportiram tudi na dolgi rok, ali kar se tiče tehnično, ali kar se tiče vsebinsko in tako naprej. Tako da v bistvu, bom rekla, je ena taka malo bolj dolgoročna podpora, se ne konča glih samo po teh 3 mesecih, ker jaz vem, da se potem stvari odpirajo, pa takrat rabite pravzaprav šele, ko res ste v akciji, da rabite mogoče kakšno podporo in kakšen odgovor več. Kar se tiče tega, ne, zakaj, tudi če nimate ob torkih zjutraj časa biti z nami v živo, je dodana vrednost vodenega programa ravno v tem, da je voden in da sem jaz v tem času na razpolago, da pregledujem vaše naloge, oziroma te aktivnosti oziroma stvari, ki si jih zastavite, da vas usmerjam in tako naprej. Tako da tudi, če ne morete biti z nami zjutraj od 9 do 11 ob torkih, če si lahko vzamete v enem tednu 2 uri za to, da pogledate oziroma da pogledaš posnetek in ob posnetku delaš to, kar bomo mi sicer delali na Zoomu skupaj, je torej dodana vrednost predvsem v tem, ker lahko ti svoje aktivnosti, ko jih opravaš, oddaš v pregled v spletno učilnico oziroma v to našo spletno sobo. Nisem pa zatežena tršica, ne? Kar pomeni, ne bom nobenemu težila, da mora naloge res delati, pa res oddajati včasih, tudi zdaj v tej skupinski izvedbi zdajle se mi je izkazalo, da nekateri grejo čez cel proces, zato da dobijo celostno sliko, da se vsako stvar samo malo zastavijo za začetek, tako da vidijo, v kateri smeri grejo, potem pa v bistvu bojo šli, bom rekla, zares v prakso in zares v akcijo pravzaprav po koncu tega programa in skrajevali zadeve od tam dalje. Tako da, evo, to je v bistvu pravzaprav to. Dodala sem pa tudi petkova srečanja, to se pravi enkrat na teden, se pa v petkih od 9 do 10, načeloma včasih je to pol urce, včasih cela urca, se pa dobimo še na srečanju, ki je namenjeno na eni strani pogovornim uram, to se pravi, če imate neke stvari sproti, ki se vam odprejo, ki vam niso jasne, ki bi jih želeli predebatirati v skupini, ali so to tehnične, strateške ali karkoli, lahko pridete, to se pravi, imamo petke, ko da smo 1 na 1, ne, oziroma ne 1 na 1, ampak da smo v živo, pač kot skupinica, ne, da ne rabite tipkati, ali pa včasih je treba kakšno stvar na računalniku pogledati skupaj pa tako naprej, skratka to ob petkih dopoldne. Ob petkih dopoldne je pa tudi prostor, da vam vsak teden zaupam, oziroma ne zaupam, ampak predam eno tako, bom rekla, kratko orodje iz vidika oziroma z področja mindseta. To se pravi, tisto, kar je mogoče v tem delu, ko naš biznis podpremo s tehnologijo, ne, ko ga spravimo v online biznis oziroma v deloma online biznis oziroma ko gradimo neke vrste ta naš lifestyle biznis podprt s tehnologijo, so določene stvari, kjer je treba, bom rekla, majčkeno prenaštelati možgane oziroma prenaštelati samega sebe, zato da so stvari lažje, bolj enostavne, bolj prijetne in tako naprej. Tako da vam v tem delu vam ob petkih tudi predam nekih 8, 9, 10 takih orodij. Ena orodja so zelo tako, bom rekla, bolj iz tega vidika
biznis vidika, to se pravi, ne vem, kako, bom rekla, to neko svojo tržno nišo iskati. Druga orodja so mogoče z vidika bolj produktivnosti, to se pravi, kako časovno mogoče neke določene zadeve si olajšati. Tretje stvari so mogoče bolj iz vidika te, kako rečem, manifestacije oziroma, bom rekla, tega kreiranja, bom rekla, svojega srčnega, z vidika svojega srčnega kreiranja in tako naprej. No, skratka, vam predam nekaj teh, recimo temu, mehkih orodij, ki so vam lahko potem iztočnica in v pomoč pri tem, ko gradite, bom rekla, ta svoj izobraževalno-svetovalni biznis, ki je podprt s tehnologijo. Tako da, evo, to je pravzaprav ta zadeva. Jaz upam, da se vidimo na drugi strani v naši spletni učilnici oziroma v Zoomu. Tako da prijave do polnoči, 8.9. do polnoči. In pa seveda, ja, še enkrat omenim, plačila so možna na obroke, to se pravi, lahko plačate v enkratnem znesku, kjer je nekaj popusta, drugače pa na obroke, tudi na 4 obroke ali pa na celo 12 obrokov. Tako da jaz mislim, da je tudi potem cena, bom rekla, nekako, oziroma ta plačilni režim nekako majčkeno bolj dostopen. Če se odločite za plačila na obroke, so vedno plačilo, račun dobite 1. v mesecu z rokom plačila do 8. v mesecu. Tukaj sem tudi prilagodljiva, če kdo želi, oziroma če ima kdo, bom rekla, neko željo, da so, ne vem, plačila do 15. v mesecu, se tudi tako lahko zmenimo, ni nobenega problema. Skratka, na tej točki zaključujem, no, in res prijazno vabim, da se vidimo na drugi strani v programu Prodajaj je znanje, podajaj.